Na planinski poti, ob kamnitem zidu ali celo kar na domačem dvorišču. Naša najbolj prepoznavna strupenjača, modras, je spet pogosto opažena tudi zaradi toplih dni, več obiskovalcev narave in številnih posnetkov na družbenih omrežjih. Prejšnji teden sta planinko dva velika modrasa pričakala kar v enem od bivakov v Zasavskem hribovju pod Rjuhami. Ali jih je Slovenija res vse več ali jih le pogosto srečujemo, Leja Hrovat? K nam je prišlo toplo vreme, z njim pa tudi njegove oboževalke, ki pa jih marsikdo ne obožuje. Družbena omrežja in pohodniške skupine polnijo posnetki kač, med njimi pa največ pozornosti vzbuja ena od 3 slovenskih strupenjač, modras. Modras je v bistvu največji med temi strupenimi kačami in ima na vrhu glave rožiček in nekakšno cikcak progo, tako da ga zlahka ločimo od ostalih. Modrasi so, kot je povedala, razširjeni po vsej Sloveniji, do 2000 metrov visoko, vendar na bolj prisojnih območjih. Po lanskem smrtnem primeru in letošnjih novih ugrizih se marsikdo sprašuje, ali je modrasov pri nas res več. In kaj pravijo strokovnjaki? Po dolgem zimskem mirovanju, hibernaciji, grejo vse te kače na plano, ker se začne razmnoževalni cikel, ker se začnejo greti. Vsekakor kač letos ni več, kot jih je bilo lansko leto, zato ker imajo mladiče zgodaj poleti ali čez poletje. In celo je kakšna poginila, ker ni uspela prezimiti. Z ljubljanskega UKC so sporočili, da so letos obravnavali že 8 ugrizov kač, v 3 primerih je šlo za ugriz modrasa. To moramo biti pozorni, ko se gibamo v naravi in ne smemo se jim preveč približati, nekje na 25-30 cm, ker če se prestrašijo, se branijo z ugrizom. Nestrupene kače načeloma hitreje pobegnejo, strupene kače pa načeloma v Sloveniji kdaj tudi ne zbežijo. Tako da, če kača ne beži, je velika verjetnost, da je strupena. Kot je še povedala, pa v primeru, da nas kača vseeno ugrizne, takoj pokličemo urgentno številko 112. Predvsem pa ne povezujemo, ne sesamo, ne režemo in ne pijemo niti kofeinskih napitkov, niti alkohola. Pomembno je, da mirujemo in potem počakamo na nadaljnja navodila zdravniške stroke.